delovnem mestu, ker me pride kolega poklicati, pridi pogledati, kaj se zunaj dogaja. In seveda grem ven, pa vidim cel cirkus tole, kaj se dogaja. Jaz še vedno nisem točen, da je gospod predsednik vlade pa minister, da sta tu. Pa pogledam tu sem, seveda oba poznam tudi dobro in pogledam in mislim, sem bil šokiran, skrajno neprimerno, mislim, kaj se je to dogajalo. Tako da res nivo tam dol nekje za Podmorje, ne pa za tu na Kredarico. Tako da način komuniciranja, žaljenja in vsega je bil res, ne vem, no, za uhlev, ne pa za vsegar. Sicer zdaj kroži in kupenih dezinformacij po spletu in vse posod, tako da mislim, da je bil en varnostnik, glede na to, da je imel tudi premier s seboj ministrico za delo madžarsko in je bil je bil samo en varnostnik tule, kakor se je meni zdelo, ampak še on je v bistvu nekaj veliko reagiral. Potem sem se jaz malo umešal, pa sem jih hotel pa malo utišati. Glede na to, da so skakali tu po mizih in žvižgali, trobili s tistimi piščalkami, žal, vse sorte sem rekel, da to pač do zdaj tega še ni bilo in upam, da v prihodnje tudi ne bo, ne. V neposredni bližini pravzaprav simbola slovenstva, ne, pod vznožjem Triglava, bi rekli. Vi ste potem na Twitterju zapisali, da je bilo tisto, kar je pokazal posnetek, pravzaprav bleda senca tistega, kar se je dogajalo. Kaj se je pravzaprav res dogajalo, razen že povedanega? Jaz v bistvu je bil ta napad, glede na to, da so samo oni snemali, so tudi potem malo priredili te posnetke, tako da žal ni nihče od nas posnel celotnega dogajanja, tako da en kup žalitev, jaz ne bom zdaj govoril točno, zato ker, poglejte, že naš oskrbnik tu gor ima velike probleme zdaj in to so pritiski, ne moreš vedeti, tudi sodišče in grožnje, pa ne vem kaj vse. Tako da jaz ne bom govoril točno v besedah, da me kdo za besedo drži, ampak skrajno neprimerno. Če je to rekel naš oskrbnik, ki je res apolitična osebnost, tako da potem je res, mora to držati. Tole dogajanje, mislim, da ni šlo na račun, da to bo precej slaba luč tudi za te kolesarje, ker to je bil pa vsi tisti, ko smo malo razumni oziroma ste malo razumni, bojo to spoznali, take provokacije oziroma tako obnašanje na tej točki tule gor, sploh ni primerno, sploh ni primerno tudi za Dolini, ne, taka komunikacija oziroma take žaljivke in napadi na premierja, pa bilo kak, ali je to iz leve ali iz desne struje, enostavno to ne spada v politični prostor. Odzivi niso bili takšni, kot so ga očitno načrtovali, pričakovali. Ljudje pravzaprav tudi na levi, kolikor sem prebirala komentarje, so bili negativni. Ja, v bistvu, jaz sem bil šokiran, no, da se sploh lahko to v bistvu na tak način dogaja pri nas. Nekdo pride tule gor lepo v hribe in potem doživi takle šok. No, jaz bi rekel vsaka čast premierju, pa tudi ministru, da sta tako hladno odreagirala, ne, lahko bi bilo tudi drugače, ne, da nista šla na te provokacije, ker videlo se je, da oni so hoteli samo inscenirati neko dogajanje provokativno, da bi bila kakšna reakcija, potem pa bi to, bi rekel, krožili po spletu in še v bistvu kazali slabšo luč, kar se je dogajalo. No.